Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci Studia Bistrica. S prižigom lučk in miklavževanjem so se začele prireditve v okviru prazničnega decembra v Slovenski Bistrici. Občani bodo do konca leta lahko izbirali med številnimi prazničnimi dogodki, teh bo kar okoli 70. Sicer pa je informativna oddaja tega tedna obarvana s prireditvami, ki so se že zgodile, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. V Centru starejših Metulj so gostili bivšega odličnega košarkarja, športnega komentatorja in poslanca Petra Vilfana. Impol je pripravil tradicionalno srečanje za svoje bivše zaposlene. Družili so se tudi starejši gasilci in gasilke Gasilske zveze Slovenska Bistrica. Vokalna skupina Vivere in Oktet Planika sta izvedla tradicionalni koncert. Ob mednarodnem dnevu invalidov in 3. obletnici podelitve listine Občina po meri invalidov je potekala svečana prireditev. Odbojkarji Slovenske Bistrice nadaljujejo zmagovito serijo, tokrat so premagali drugo ekipo Maribora. V rubriki Lokalne novice med ostalimi dogodki tudi o zanimivem srečanju, ki ga je pripravilo Društvo upokojencev Slovenska Bistrica. Društvo upokojencev Slovenska Bistrica je v sredo 29. novembra v prostorih Centra za starejše Metulj gostilo Petra Vilfana. Bivši odlični košarkar, športni komentator in poslanec je zbranim povedal marsikaj zanimivega o svoji športni poti in političnem udejstvovanju. Olimpija Partizan polfinale play-offa državnega prvenstva. Mi smo prvo tekmo igrali v Velenju, ker je bila Olimpija kaznovana zaradi enega incidenta, ker so nas sodniki res na eni prejšnji tekmi Partizanu pokradli, pa so gledalci nekaj vdrli vse in smo morali v Velenju igrati. In jaz sem na tisti tekmi Partizanu dal 45 pik, brez trojk, brez vsega in vse. In zdaj gremo v Beograd, druga tekma. In ker mene ti njihovi beki branilci niso mogli pokrivati, se je njihov trener odločil, da bo mene pokrival Boban Petrović. Zdaj ne vem, koliko poznate Bobana Petrovića, to je 2,9 metra visok košarkar, hiter, spreten, tako ne. Moj prijatelj, skupaj sva bila 10 let reprezentanca raznih in vse in to. In zdaj tekma se začne, jaz vodim napad po par minutah in Boban me pokriva in jaz pravim, ne vem zakaj, meni so vedno take nove ideje prišli v glavo. Jaz ga vprašam, Boban, če ti dam žogo, ali boš mi dal nazaj? Pa mi rekel, ne morem, tudi slučajno mi nisem dal, sem rekel, kje ne, veš to je, ne. In zdaj mine par minut, jaz spet, Boban, če ti dam, ali boš mi dal, ne. Bom, je rekel, ne. Se rekel, ne vem, nisem sigurno. V tretje, zdaj je to bila ne vem kjera minuta, jaz driblam, pravim, Bobane, ako ti dođe, boš mi vrati, on pravi, pa Jelene mi moje, ne, to je njegova hčerka, ki jo jaz poznam seveda, nekaj vem, nekaj sem bil tam, ki se je uredila v Beogradu. In jaz Bobanu dam žogo. Zdaj, televizijski prenos je bil, ne. Moji soigravci so vsi laufali v obrambo, njegovi so vsi laufali v kontro. In v enem trenutku, čez 5 sekund se bila midva sama tam na oni strani. Samo midva, vsi so bili na oni strani, on mi je dal žogo nazaj, sodniki so zapiskali prekinitev, da televiziji, vem, da je rekel, to so mi pol povedali komentator, tudi vedel ni, kaj se dogaja. Kaj je zdaj, totalni kaos je nastal, ne. Sodniki grejo v zapisnikarski mizi, se pogovarjajo, nekaj ne vejo, kaj narediti, potem se pa obrne, vem pa točno še dan danes, Srdoč iz Reke pa bi legel en iz peči, je bil izkosil sodnik. Ta lepo zadal. In se obrneta in tehnična napaka meni, tehnična napaka Bobanu. Že jaz gledam, zakaj? In zdaj grem tja v zapisnikarski mizi. In jaz vprašam, zakaj, zašto, kaj? In ne vejo, zakaj, ne? In potem se nekaj pogovarjajo, to je rekel, on se obrnil, je rekel, to je omalovažavanje play-offa. Jaz rekel, halo, kaj pa to pomeni? Kje piše, rekel, pravilih, da jaz nasprotniku ne smem žoge dati, on pa meni nazaj? Ni tega pravila. A je, a piše, kje to? Se ni rad, rekel, razumeš, ne, se nismo vojni, ne, glavnem, okej, to se ne dela. In zdaj on meni še nekaj gor dol tam in potem sem jaz naredil nekaj, kar ni še nihče naredil verjetno. In to sem pospremil z besedami, zdaj ste to prebrali. Pol lahko povem tudi tu, pol ni problem. Potem pa jaz rekel sodniku, slušaj ti, ne. Kad me veš jebeš, ona me na guzi se. Sem dal lače, ampak jaz sem imel spodaj tisti beli slip, to se na fotografiji seveda ne vidi, ker si ves oznojen vse. In potem je ta fotografija seveda celo Jugoslavijo šla. Zdaj vam moram povedati, kako se je končalo. Jaz sem pol dobo drugo tehnično sem moral iti ven, ne,
izključen, za nas je bilo konec, Olimpija je izpadla v polfinalu play-offa. Jaz sem šel na Ptuj, moja žena je iz Ptuja in jaz sem bil od nedelje do naslednje nedelje na Ptuju. Tam sem se hotel skriti, da me noben videl na Ptuju, ampak ni nič pomagalo. Ne. To je bil, v glavnem, edina revija, ki je to objavila, to sliko, ker takrat ni bilo toliko fotografov, pa tudi ni bilo slow motion toliko, da si predstavljate danes prenos, takrat je bil na evropskem, to bi bilo iz 10 različnih zornih kotov posneto, to bi bil cirkus. Ne. V glavnem, ena edina revija Tempo je to objavila, jaz sem na Ptuju šel v torek, je izhajal ga kupiti, sem ga kar skril, nobenemu nisem pokazal, ne ženi, ne nobenemu in tam. In to je ta zgodba, to je mogoče najhujša zgodba, kaj sem naredil. Nisem ponosen na to, v drugi strani pa si rečem, gledaj, kaj, mladost narediš svašto. Sem pa zato seveda bil in kaznovan, nisem mogel, ne vem, par tekem igrati na začetku drugega prvenstva, finančno spet sem dobro po ušima, tako vedno. Vodstvo Impola je tudi letos pripravilo tradicionalno srečanje za upokojence, ki so bili nekoč zaposleni v njihovem podjetju. Na srečanju, ki je v petek 1. decembra potekalo v športni dvorani v Slovenski Bistrici, se je zbralo okoli 700 bivših delavcev. Prijetno vzdušje v športni dvorani so popestrili s kulturnim programom. Zbrane je nagovoril predsednik upravnega odbora skupine Impol Jernej Čokl. Jaz bi pravzaprav v tem trenutku moral sedeti doli med vami, ampak kljub temu kot predsednik upravnega odbora vam pač moram kot našim prijateljem, bivšim sodelavcem in pa predvsem delničarjem povedati nekaj o poslovanju Impola. Glejte, Impol tudi v letošnjem letu posluje izjemno dobro, moram reči kar rekordno. Čeprav je ta beseda že, bi rekel, malce obrabljena beseda, se vsako leto rečemo, da poslujemo skoraj rekordno. Ampak res, ob tej priliki bi se rad zahvalil vsem, torej menedžmentu in pa vsem zaposlenim za to, da znajo zelo dobro izkoristiti trenutno konjunkturo v Evropi, v svetu, tudi doma in peljati Impol v pravo smer. Gospe in gospodje, mi smo konec meseca oktobra dokončno zaključili nakup Telem Šibenik. Vi to tovarno poznate in Šibenik je danes v naših rokah. Res je, da smo kupili samo sredstva Šibenika, ampak ta sredstva so sedaj v naši lasti v celoti. Šibenik pa smo upravljali že eno leto prej in sicer smo imeli ta sredstva v najemu. Šibenik prej ni posloval 30 let pozitivno. V roku enega leta smo ga pripeljali tako daleč, da posluje pozitivno. Spoštovani, Šibenik je imel eno veliko nesrečo. Nesrečo je imel v lastninjenju. Različni lastniki, ki so se ukvarjali z njim, so ga pripeljali tako daleč, da je na kraju propadel. In sedaj smo ga kupili mi in mislim, da bo dober pripomoček k nadaljnji rasti celotnega Impola. Gospe in gospodje, nismo pa pozabili na ostale dele Impola. Poglejte, v Impol Sevalo trenutno poteka prenova tople valjarne, ki bo omogočila Sevalo, da bo dvignil proizvodnjo, da bo dvignil kvaliteto in seveda s tem pripomogel k še boljšemu poslovanju, kot ga ima že danes. Prav tako poteka prenova valjarništva tukaj v Slovenski Bistrici, kjer zdaj počasi spuščamo v proizvodno prenovljeno valjarno Blavnox, ki bo imela večji kolobar, ki bo imela dosti boljšo kvaliteto kot zdaj in ki bo pripomogla prav tako še z ostalimi investicijami, ki jih delamo v valjarništvu, k večji produkciji valjarništva. V naslednjem letu predvidevamo takoj investicijo v stiskalništvo in sicer bomo dokupili novo prešo za proizvodnjo profilov in pa palic. S tem bomo ostali
največji proizvajalec palic za kovaško industrijo v Evropi. Dogradili in pa posodobili bomo livarske kapacitete. V livarni bomo začeli z novim programom, ki se imenuje Litje kovaških palic, kar je eden izmed programov, ki se v Evropi šele sedaj uveljavlja. Prav tako bomo povečali kapacitete livarne tukaj v Slovenski Bistrici in povečali bomo kapaciteto livarne v Šibeniku. Prenavljamo tudi Stampal, proizvajalca odkovkov, in pa prenavljamo tudi Rondal. Če ste pogledali in šli mimo Impola, vidite, da raste tam nova hala. V tej hali bomo začeli z finalizacijo izdelkov, ki bodo pripomogli k veliko višji dodani vrednosti, kot jo pa imamo sedaj. Gospe in gospodje, mi vlagamo letno približno 40 milijonov evrov v razvoj našega sistema. Glejte, od leta 1998 do danes se je proizvodnja povečala za 5-krat, za približno toliko so se povečali prihodki, da o dobičku sploh ne govorim. Zakaj govorim o letu 1998? Govorim zato, ker tega leta je bila končana privatizacija Impola. In od tistega leta naprej Impol nenehno raste in se razvija. Čeprav zaradi tega moramo nekateri odgovarjati na sodišču, številke kažejo, da je zadeva popolnoma obratna, da je privatizacija pripeljala k temu, da je Impol samo rastel. Danes je Impol šesti največji izvoznik v državi. Impol je pravkar prejel že drugo nagrado za najbolj uspešno podjetje v Podravju. In kar je najbolj pomembno, gospe in gospodje, od takrat je vaša delnica zrasla za 60-krat. Danes je Impol vreden po oceni časopisa Finance 330 milijonov evrov. In to smo pač ustvarili z dobrim delom. Gospe in gospodje, seveda zdaj je vprašanje, kako naprej. Glejte, z koncem tega leta se od nas poslavlja dolgoletni prijatelj, sodelavec, gospod Slaček Edi, glavni izvršni direktor, ki odhaja v pokoj. Njega bo nadomestil mlajši, to je gospod Kolmanič Andrej. Izvršna direktorica za finance in pa ekonomiko bo še naprej ostala gospa Irena Šela. Njuna naloga in naloga celotnega menedžmenta pa je, da bodo izpolnili tisto, kar smo mi zapisali v naši strategiji, da bomo do leta 2025 povečali produkcijo iz današnjih 250 tisoč ton na preko 300 tisoč ton proizvodov, da bomo povečali prihodke iz sedanjih približno 700 milijonov evrov na preko milijardo evrov in seveda, da se bo vsaj zaenkrat povečal tudi dobiček. To je pomembno, zato ker v skladu z rastjo tega dobička bodo rasle tudi vaše dividende. Tudi naslednje leto bo dividenda nekoliko zrasla v skladu s tem, koliko bo letos torej Impol bolje posloval, kot je pač v preteklem letu. Glejte, spoštovani, vse to ne bi bilo možno brez vas, ki ste v preteklosti delali v tem Impolu, ki ste se trudili, da je Impol ostal tudi v težkih časih nad vodo. In zato mi vsi skupaj smo vam neizmerno hvaležni. Zato vas povabimo,
vsako leto v tvojo dvorano in se vam skušamo na ta način zahvaliti za vaš prispevek k rasti in razvoju Impola v preteklosti, pa tudi v sedanjosti. Gospe in gospodje, dragi prijatelji, bližajo se tisti lepi dnevi, konec leta, Božič, ko si bomo spet vsi skupaj stisnili roke in si rekli in si pogledali v oči in si rekli, poglej, spoštujem te, in si tudi povedali tisti dve čarobni besedi, ki si jih izrečemo vsako leto ob novem letu, rad te imam. Dragi moji, imejte se skrajno lepo do kraja leta, naj vam bo Božič blagoslovljen in imejte se drugo leto zelo lepo. Bodite in ostanite zdravi, da se bomo drugo leto ob takem času ponovno srečali. Hvala vam. V petek, 1. decembra, je v športni dvorani v Slovenski Bistrici potekalo tudi srečanje starejših gasilk in gasilcev Gasilske zveze Slovenska Bistrica. Srečanja se je udeležilo 220 starejših gasilk in gasilcev iz občin Makole, Poljčane, Oplotnica in Slovenska Bistrica. Slavnostni govornik je bil Alojz Kocijančič, predsednik Gasilske zveze Slovenska Bistrica, v kulturnem programu pa so nastopili člani Frajhamske godbe in pevka Mateja Bobek. S prižigom prazničnih lučk so se v nedeljo, 3. decembra, začele prireditve v okviru prazničnega decembra v Slovenski Bistrici. V viteški dvorani Bistriškega gradu sta na tradicionalnem božičnem koncertu nastopila vokalna skupina Vivara in oktet Planika.
Društvo invalidov Črešnjevec, občina Slovenska Bistrica in Svet za invalide občina Slovenska Bistrica so ob Mednarodnem dnevu invalidov in 3. obletnici podelitve listine Občina po meri invalidov v torek, 5. decembra v Viteški dvorani Bistriškega gradu izvedli svečano prireditev. Na prireditvi so se ob druženju seznanili z nekaterimi invalidskimi organizacijami in sprostili ob bogatem kulturnem programu. Osrednja govornica je bila Zdenka Ornik, podpredsednica Zveze delovnih invalidov Slovenije, predsednica Medobčinskega društva invalidov Ptuj in članica Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Kot na drugih področjih je tudi Republika Slovenija na področju invalidskega varstva v veliki meri zgleduje po praksah drugih držav. Imamo nekaj unikatnih rešitev, ki postanejo zgled tudi drugim državam. Invalidske organizacije kot izvajalci zagovorništva in posebnih socialnih programov za posamezno vrsto invalidnosti oziroma z drugim družbenim statusem rešujemo v različnih državah različno. Ker se države razlikujejo med seboj, smo ohranili pri nas ta naš loterijski sistem. Tu gre predvsem za staro evropsko tradicijo, ker so igre na srečo kot negativni družbeni pojav regulirajo in obdavčijo, dohodki pa se namenijo v tako imenovane dobrodelne namene. Pri nas je to k nam del za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Takšen sistem so imele predvsem vse
države bivše Jugoslavije, sedaj pa še to ostalo edino v Estoniji in delno v Španiji. Kot sem vam že prej omenila, iz loterijskih sredstev je financiran FIHO, to je fundacija, ki je bila v prvi meri organizirana tako, da je bilo 90% sredstev za invalidske organizacije in 10% za humanitarne. Potem se je skozi čas to razmerje spremenilo in nekako s skupnim dogovorom je prišlo do 65-35, sedaj pa so velike težnje, da invalidske organizacije bi pristale na 50%, ker tudi humanitarne organizacije želijo povečati svoj delež. Leto, ki je pred nami, je tudi zelo pomembno zaradi spremembe zakona o osebni asistenci. Tu je potrebno pripraviti podzakonske akte in tudi sam zakon, ki se v zadnjih tednih doživel velike spremembe, ki pa predvsem za nas invalide niso obetavne. Želeli bi, da bi se tudi čim prej uzakonil zakon o dolgotrajni oskrbi, vendar zaenkrat ne kaže dobro in predvsem tudi na reformo zdravstvenega sistema, ki postaja najbolj nujna in pomembna naloga te vlade. Sistem javnega zdravstva je eden od najbolj natančnih pokazateljev kakovosti vedenja in upravljanja države. Na javnem zdravstvenem zaupanju in veru v države stoji ali pa pade. Za Slovence velja, da smo imeli desetletja zelo dober javni zdravstveni sistem in šele v zadnjih letih širša javnost ugotavlja, kako zelo se je stanje poslabšalo. Tudi stališče invalidske organizacije bo naslednje leto zelo pomembno, predvsem zaradi Odbora Združenih narodov za pravice invalidov. Pred nami je torej leto, ki zna biti zelo zanimivo, ne bo manjkalo izzivov kot priložnosti in zato verjamem, da bo Zveza delovnih invalidov Slovenije prihajajočim izzivom tudi tem kos ter izrazila upanje, da je kot največja invalidska organizacija v državi pomembna za človekove vir, življenja in dostojanstva. Osnovna šola pohorskega odreda Slovenska Bistrica je v torek 5. decembra v avli šole izvedla tradicionalno dobrodelno prireditev. Na prireditvi so se predstavili učenci in delavci šole z bogatim kulturnim programom. Mlajši učenci so plesali, nastopila sta otroški in mladinski pevski zbor, zaigral je tudi šolski bend. Zbrane je pozdravila ravnateljica Osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica Tatjana Pufič. Spoštovani starši, sodelavci, učenke, učenci, člani sveta zavoda, dedki, babice in vsi ostali, ki ste se danes zbrali v Osnovni šoli pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Dobrodelna prireditev je res vstop v čarobni čas decembra, čas, ko lahko posebej za vas, spoštovani obiskovalci, pripravimo program, pripravimo majhna darila, majhne pozornosti. V času, ki prihaja, smo si zadali nalogo, da bomo pomagali tistim, ki so pomoči potrebni. Pa naj si bo to lepa beseda, lepa misel ali kako drugače izražena pomoč. Ponosna in vesela sem, kaj vse so naši, vaši otroci, učenci v tem času naredili. Kaj so pripravili za sam program? Povabili smo gosta. Na koncu prireditve pa nas čaka še vse tisto, kar so res pripravili za vas. V tem času je lepo prejemati darila, lepe misli. Še lepše pa je darila dati tistim, ki so tega potrebni. Dobrodelni prispevki in vse, kar boste danes darovali, bomo namenili za tiste, ki so pomoči potrebni. V času, ki prihaja, ob prihodu novega šolskega leta, novega koledarskega leta 2018, pa vsem želim miru, prijateljstva, zdravja, razumevanja,
strpnosti in da z roko v roki naredimo tisto, kar še nismo in kar bomo. Verjemite, da za skupnimi močmi bomo naredili vse, kar nas čaka v bodočnosti. Vse lepo v novem letu 2018. Hvala lepa. Gost večera je bil pevec Dejan Vonjak. Glavno, ena taka nagajiva pesem je Tina, daj umakni telefon, zato da bomo čim manj na telefonih, pa da se bomo čim več družili. A smo pripravljeni? Ajde, bomo jo! A znamo malo zavijati? Jepa! Tole malo tega desno. Rad ti gledam tvoje modre oči, rad bi s tabo bil sam, daj umakni že ta Instagram. Rad bi božal tvoje lepe lase, daj odreši me bom. Bravo! Izmenoj, kjer so srečna bila, brez telefona tvojega. A gremo pazi, zdaj. Tina, daj pomakni telefon. Tina, na oči tebi ne bom. Tina, saj življenje mi je hrana. Tina, daj poglej še kam druga. Zdaj pa migamo. Opa! Kot tri zvezde plešejo. Bravo! Zdaj bomo en aplavz za naše najmlajše. A gremo še enkrat, pazi. Rad bi gledal tvoje modre oči, rad bi s tabo bil sam, daj pomakni že ta Instagram. Rad bi božal tvoje lepe lase, daj odreši me mu, takoj pogasni ta Facebook. V kavi s tabo zjutraj sedi in si tebe želi, po SMS-u pa po ljubkonogi. Po ekranu išče slike z menoj, vedel vsega si, morda predisnil bom deli. Pa še zadnjič. Tina, daj pomakni telefon. Tina, da oči tebi ne bom. Tina, saj življenje mi je hrana. Tina, daj poglej še kam druga. Pa še enkrat. Tina, daj pomakni telefon. Opa! Tina, da oči tebi ne bom. Tina, saj življenje mi je hrana. Tina, daj poglej še kam druga. Opa! Tina, daj poglej še kam druga. Bravo! Evo ga! Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 11 kaznivih dejanj, od tega 2 tatvini, 2 poškodovanji tuje stvari, kaznivi lov, 2 goljufiji, 1 lahka telesna poškodba in zalezovanje. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je iz skladišča bencinskega servisa odtujil več različnih cigaret in podjetij oškodoval v vrednosti dobrih 1800 evrov. Neznani storilec je na parkirišču z osebnega avtomobila odtujil registrsko tablico in na slika oškodoval za 50 evrov. Neznani storilec je na parkirišču z osebnega avtomobila odtujil vse 4 okrasne pokrove koles in lastnika oškodoval za 200 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 18 prometnih nesreč. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so izdali 32 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 6 vozniških dovoljenj in zasegli 2 vozili.
Zaradi zimskih razmer vas policisti opozarjajo, da preden se podate na vožnjo z vozilom, slednjega primerno opremite in očistite, tako da boste videli skozi celotno vetrobransko steklo, z njega pa odstranite kos ledu ali snega, saj s tem lahko preprečite tudi kakšno nesrečo. Odbojkarji bistriškega Mureksina, ki to sezono igrajo v 3. državni ligi Vzhod, tudi po 7 odigranih krogih ne vedo za poraz. V vseh dosedanjih tekmah, tako na domačem kot gostujočem parketu, so prepričljivo opravili z nasprotniki. Tako so tudi sami sebi in vodstvu kluba potrdili, da je bistriška odbojka po dolgem času ponovno na pravi poti. V bistvu smo si zastavili letos cilj, da se vrnemo nazaj v 2. ligo, tako da je ta rezultat v bistvu na mestu. Karkoli drugega bi bilo v bistvu za nas razočaranje, ker se mi zdi, da imamo najbolj nekako izkušeno in tudi močno ekipo v tej 3. ligi, ki v bistvu ni najbolj močna za nas, za starejše, ki že smo igrali tudi 1. ligo, 2. ligo več let. Je to pač konkurenca preslaba, so vse ne igrajo kadeti, mladinci, je to bolj liga za njih. Tako da v bistvu tudi mi probamo potem zamenjati kakšen set, da to igro mlajše, da dobivajo priložnost. Mi pa pač tiste, ko je treba, pa dobimo te sete, toliko da imamo v bistvu, da ne izgubljamo točk na takšnih tekmah. Je pa mislim, da edino ena ekipa, ali pa mogoče 2 v tej ligi, ko nam lahko parirata Radenci, so recimo tukaj, ko smo igrali tudi edino 3-2, igramo še v Radencih spomladi, tako da tista tekma bo pač odločila, kdo bo šel v 2. ligo. Zdaj, če bomo izgubili, bomo verjetno drugi in bomo ostali spet v 3. ligi, kar bi bila škoda, kar je vseeno, mislim, da realno bi mogli nastopati v 2. ligi. Vedno so bili zelo zanimivi obračuni med bistriško in mariborsko ekipo. Seveda so bili prava poslastica v zlatih letih prvoligaškega tekmovanja. Tokrat so Bistričani igrali derbi z drugo ekipo Maribora in z lahkoto s 3-1 opravili s tekmecem. Kaj reči, v bistvu mislim, da realna situacija je bil tisti 3. set, ko smo dali mi v igro mlajše. Se je pokazalo, kdo je v bistvu boljši in je bil Maribor boljši. Zdaj, če smo pa stopili pač zraven starejši, izkušenejši igralci, pa pač mislim, da to je pa neprimerljivo. 3 leta že drugo ekipo iz štajerske prestolnice kot trener vodi legendarni odbojkar Peter Možič. Ja, torej, že pogled na lestvico je obetal, da bojo domačini vsekakor stopili kot neki favoriti v to srečanje. Naši fantje so, moram reči, se kar dobro pripravili za tekmo, ampak kakorkoli izkušenejši Bistričani bi rekel, neko, po moje, kar drugoligaško zasedbo, verjetno in upam tudi zadnjo leto v tej 3. ligi, ker konkurenca ni bog ve kaj, ampak je super liga predvsem za igravanje teh mladih fantov. Tako je pri vas Žaložnik in še nekateri, tako pri nas več ali manj so vsi ti fantje so mladinci, torej noben ni starejši in je ta liga več kot dobrodošla, zato da se uigravajo za kadetska in mladinska prvenstva. Mi se večkrat več ali manj vse skozi ukvarjamo s sabo. Mi imamo težave z disciplino v polju, z disciplino v bloku, z nekimi idejami okrog servisa. Tako da v tem trenutku se ne ukvarjamo z nasprotnikom na drugi strani. Je pa bilo dobro, da je domač trener tudi dal priložnost mladim, s tem so tudi naši malo zaživeli in tisti set smo tudi dobili bolj kot ne na račun tega, da bistriška ekipa ni bila v najbolj optimalni postavi, kar je super in za njih in za nas. Če ne bi se po mojem to vse skupaj lahko zelo hitro končalo. Tako se je tekma začela, je izgledalo bolj dolgo, ampak dobro, ok, pubeci so vseeno na koncu stopili, sprejeli tisto žogo in jo odigrali, tako da moram reči, da so tudi gledalci nekaj imeli od tega, za nas je pa to vrhunski trening. V bistriškem klubu si želijo, da bi lahko v bližnji prihodnosti ponovno zrasli nasledniki trenutno svetovno znanih odbojkarskih imen, kot so Alen Šket, brata Žiga in Tonček Štern ter Videčnik. Ja, sigurno je neka tradicija kluba, sicer vse skupaj se je pred 2 sezonama zamenjalo, smo v bistvu klub zagnali od znova, ker je prišlo pač do sprememb in v vodstvu in vse skupaj. Tako da zdaj probamo delati z mladimi naprej. Cilj je
pač naučiti nove škete, nove šterne, nove jakopine, da pridejo do reprezentance. Mi se bomo potrudili, da bomo to kot trener, tudi lahko povem, da se bomo potrudili, da bo še kakšna nova zvezda se usklila v tej dvorani. Bo pa potreben čas. Bistriški pubeci so reprezentanti, pa igrajo po svetu. Vemo, kje so Šterni, na koncu Šketje iz tega okolja. Bistrica je vedno dajala nekaj velikanov, bomo rekli, odbojke, ne glede na to, da mogoče v mlajših kategorijah ni bilo nekih strašnih rezultatov, ampak očitno je okolje tako, kjer so pubeci, bi rekel, in perspektivni in talentirani za odbojko. Spoštovani, današnja informativna oddaja se je iztekla. Začele pa so se dobrodelne prireditve, zato vam priporočamo, da se jih udeležite in svojim prispevkom pomagate tistim, ki so pomoči potrebni. Preživite lep konec tedna, ko gledajo informativne oddaje, pa vas vabimo spet čez teden dni. Pa srečno!